Druga vrsta zaporedja, ki ga bolj podrobno spoznamo, je geometrijsko zaporedje. Geometrijsko zaporedje je zelo podobno kot aritmetično zaporedje. Edina razlika je, da ko imamo enkrat prvi člen, recimo 2, in ga pomnožimo ali delimo z istim številom, da dobimo naslednjega. Se pravi, ga pomnožimo, recimo s 3, dobimo 6, ga pomnožimo s 3, dobimo 18 in tako naprej. Geometrijska zaporedja običajno zelo hitro naraščajo oziroma zelo hitro padajo. Temule prvemu številu rečemo prvi člen, a ne. Temule krat 3 oziroma lahko bi bilo tudi deljeno s 3, pa rečemo količnik oziroma kvocient zaporedja. Oziroma kvocient, a ne, zaporedja. Označimo ga s Q, nekateri pa ga tudi označijo s K. K kot kokoš, na primer, ne. To je pa čisto vaša osebna stvar, mislim pa, da je bolj mednarodno uporabljen Q. In tudi jaz bom uporabljala naprej v teh video predstavitvah Q. No, poglejmo zdaj tole. Zakaj količnik, če pa vendar množimo, ne? Najboljše bi bilo, da bi bil faktor. Pri geometrijskem zaporedju, na primer, če delimo 6 ulomljeno z 2, dobimo 3. Se pravi, vzeli smo A2 in smo ga delili z A1. Če delimo 18 za 6, dobimo 3. Se pravi, vzeli smo A3 in ga delili z 2. Se pravi, količnik sosednjih členov je stalen. Od tod tudi, da je Q količnik, a ne. Se pravi, naša prva formula bi bila takle. Količnik lahko dobimo kot A3 ulomljeno z A2, kar je isto A2 ulomljeno z A1, ali katerokoli drugo razmerje. Na primer, A5 ulomljeno z A4. A100 ulomljeno z A99. In to lahko zapišemo, zdaj smo že dobili eno tako formulo, ne. Za geometrijsko zaporedje velja, da je A3 ulomljeno z A2 enako kot A2 ulomljeno z A1. Količnik pa lahko zapišemo s splošnimi členi AN plus 1 ulomljeno z AN. Se pravi, vse gre nekako zelo podobno, kot je šlo pri aritmetičnem zaporedju. Če upoštevamo vse to, potem vidimo, ne, da če bi mi radi, ne vem, 20. člen, potem bi spet bilo zamudno množiti tolikrat z 3, da ga dobimo. Zato nas prav tako zanima formula za splošni člen geometrijskega zaporedja. Pa si bomo ga poskusili izpeljati, tako kot zadnjič. Če imamo začnemo s prvim členom, ne. Če želimo izračunati drugi člen, potem moramo prvi člen pomnožiti z količnikom. Tretji člen dobimo tako, da drugi člen pomnožimo s količnikom. Se pravi, A3 lahko potem zapišemo, drugi člen vemo, da je A1 krat Q, pa še dodamo en količnik. Če to zdaj poenostavimo, dobimo A1 krat Q na kvadrat. Poskusimo A4. A4 je A3 krat količnik zaporedja. A3 je A1 krat Q na kvadrat, pa še krat Q. In dobimo, da je A4 A1 krat Q na 3. In zdaj, če pogledamo. Če imamo A2, imamo Q na 1. Če imamo A3, imamo Q na 2. Če imamo A4, imamo pa Q na 3. Se pravi, bi lahko rekli, če bi hoteli, ne vem, A7, je to A1 krat Q
na 6. Za eno zmanjšamo tole, a ne? In zdaj, ko smo že taki vešči mački, lahko dobimo tudi formulo za splošni člen. To je pa AN je A1 krat Q na N, ampak za eno manj, ne? Mora biti za eno manj, kot je N. In to je pa formula za splošni člen aritmetičnega zaporedja. Geometrijskega zaporedja. No, še dobro, da sem malo napisala, ne? Takoj se potem spravim nazaj v red. Pa gremo na naloge. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!